morning, baby, and all my money was gone. Kaj sploh je blues? To je glasba, kjer igraš, ko si žalosten. In rataš vesel. Kateri inštrumente pa uporabljate pri bluzu? Ja, uporabljamo v bistvu katerokoli vrsto, če bi jaz iz svojega bobnarskega vidika rekel, katerokoli vrsto škatel, bobno ali pa česarkoli. Zato, da dobimo nek osnovni ritem. Potem pa se Potem je bas kitara, ki sem jo prinesel, ker sicer kontrabas je prevelik, da bi ga kamorkoli nosil. In potem imamo tukaj še kitaro, seveda. Lahko je, zdaj imam električno, lahko je tudi akustična. In seveda zelo pomembno je, da je tudi pri bluzu veliko petja, zato ker ta glasba izvira iz obdobja, ko so bili črnci še sužnji in so si na polju, ko so mogli delati, pa obirati bombaž, so si v bistvu lajšali muke in tegobe, tako da so veliko peli in skozi to petje se je potem razvila ta glasba, ki se jo pol še z inštrumenti spremlja zraven. Kako pa zgleda to petje? Bom probal zaigrati, če mi bo uspel. Lord, I'm going to Louisiana, baby. Gonna give me a mojo hand. Lord, I'm going to Louisiana, Harlem. Gonna give me a mojo hand. Kako se pa vaš band imenuje? Mi se imenujemo Prismojni profesori bluza. Zakaj ste se pa odločili za tako ime? Julinov oče je profesor na Akademiji za likovno umetnost in enkrat smo tam igrali študentom, mislim, da je bilo za novo leto. In predtem smo se imenovali naš band The Gypsies, kar pomeni po slovensko cigančki. In nad tem našim napisom je bila pa taka ilustracija, slika in bila narisana ponov, noter pa kitara, ki se je smodila. In je potem oče od Julijana napisal Prismojni profesori bluza. In od takrat naprej smo Prismojni profesori bluza. Če bi jaz hotel napisati besedilo, naprimer Pot v šolo, mi dajate kakšen predlog? Ja, večina blues pesmi se začne s tem, da se ljudje komaj vstanejo, da komaj vstanejo iz posle, tako da v bistvu je Pot v šolo ta prav blues. Ko res prav razumem, pa bi lahko začeli tudi, naprimer, jutro je in moram v šolo. Pa se priključiš ostali. A mislite, da bi vidno tudi lahko pomagala z inštrumenti? Probajmo en mali eksperiment narediti. Tlele stopite do klavirja. To že ustvari neko napetost, pa neko občutek, pa zraven. Po svoje, ne? Tukaj pa čisto po svoje najdeš. Pa važno je, da tega držiš. Ti igraš pa medtem po zgornjih tipkah, pa improviziraš. Tudi lahko najprej tako kot on, pa po svoje. In vmes poskusimo pa vsi po svoje igrati in se sam sprostimo in poslušamo, kaj se dogaja. Mi trije bomo pa igrali z vama. Pojdimo to probati. Smo? Ja. 1, 2, 3, 4. Temu, ko smo zdaj igrali, da bi bil to čista prav blues. Mogoče bi mogli recimo imeti nekoga, ki bi malo zapel, tako kot prej, ko smo malo probavali, eno tako dobro zgodbo, pa besedilo, kakšne dobre orgelce mogoče zraven. Po vsem tem, kar smo danes slišali, kaj pa v bistvu nam najkrajša definicija bluza?
V angleščini rečejo blues is a feeling, ne? Blues je občutek. To je v bistvu neko občutje, ki ga dobiš in ga izražiš skozi glasbo, skozi petje, skozi igranje.